Bolniki finančnih težav bolnišnice zaenkrat še ne občutijo, z oskrbo in zdravljenjem so zadovoljni. Zdaj je imel moj sin v Izoli, ki je padel s skuterjem in mislim, da ni bilo problema. Nekdaj je težava finančnih, kar sem majhna, vem, da je v težavah. Na več desetletni boj bolnišnice s finančnimi težavami je danes opozoril tudi strokovni direktor. Ker mi smo mnenja že 30 let, ki poslujemo nekako negativno, da smo bili udeleženi nekaj razporeditev finančnih sredstev nekoliko omejene za našo bolnišnico. Problem so predvsem urgentne ambulante, v katerih pomoč poiščejo tudi mnogi iz drugih krajev Slovenije. Smo v Sloveniji na 4. mestu kot bolnišnica po številu pregledanih urgentnih pacientov. Nismo pa seveda na 4. mestu po financiranju urgentnih primerov. Za petino presegajo odobreni program tudi v nekaterih specialističnih ambulantah, zato so se odločili, da bodo ubrali drugačno pot, da bodo opravljali le tisti program, za katerega bodo dobili plačilo. Jaz ga ne podpiram, ampak nimam izbire, to pravimo. Nimamo več izbire. Čakalne dobe se bojo nekaj podaljšali, tam od 10 do 20% v prvem letu. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje v Kopru upajo, da do tega ne bo prišlo. Predvideli so tudi širitev programov. Teh širitev je deležna tudi bolnišnica Izola, recimo to pomeni na letnem nivoju že to, kar je do zdaj dobila okrog 650 tisoč evrov za dodatna sredstva za dodatne programe. Vodstvo bolnišnice pozdravlja namero plačnika, vendar problem urgenca ostaja. To je javni zavod, ki je v korist vsem, ki se dolga leta trudil seveda na plečih svojih zaposlenih, da je storitev zdravstva na tako visokem nivoju. Po eni strani zdravstvena zavarovalnica bohoti s tem, koliko dobička je imela v lanskem letu, po drugi strani pa uporabniki tega denarja, to pomeni javni zavodi, niso financirani po tem, koliko naredijo, je seveda popolnoma absurd. V naslednjih dneh se bodo sestali še vsi ostali reprezentativni sindikati v bolnišnici in sredi drugega tedna predstavili svoje rešitve. Tudi stavka še ni izključena.